Mi smo Pixel Perfect in poslušate Radioaktivno. Tak sem se vedno tolkal po prsih, opletal z jezikom, se rinil vrstil si, s glavo skozi zid. Ni bilo razlike med voljo in trmo, čeprav je položno ali strmo zid, s glavo skozi zid. Zdaj mi oči odpira spoznanje, kaj mi koristi noro prezlanje zid, s glavo skozi zid. Prav rad umiril bi se, utruja me, utruja me. Prav rad bi v miru živel, več časa si vzel, na novo začel. Prekinil bi stres, prekinil rutine, rad bi življenje z nekaj vsebine tasit. To je moj zid. Odvrgel bi breme, vetraka od včeraj, zavrgel bi trmo in jezo za zmeraj čez zid. Vrgel bi čez zid. Cigel po cigel ga bom razstavil, iz njega bom nove svetove sestavil ta zid. Razstavil bom ta zid. Prav rad umiril bi se, utruja me, utruja me. Prav rad bi v miru živel, več časa si vzel, na novo začel. Rad umiril bi se, utruja me, utruja me. Rad bi v miru živel, več časa si vzel, na novo začel. Prav rad umiril bi se, utruja me, utruja me. Prav rad bi v miru živel, več časa si vzel, na novo začel. Zid je bila slišana skladba skupine Pixel Perfect z albuma Konflikt, z mano pa Boris, Viki in Gregor. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Dober dan. Zdravo, zdravo. Pixel Perfect, mariborska zasedba. Tako je. V bistvu nahajamo se v Mariboru, smo pa bolj iz vseh koncev, no, celjski konc, potem je Benedikt, pa kaj še Murska Sobota, ja. Tako da ste raztepeni po celotni vzhodni Sloveniji. Ja, to je tako bolj marketinška finta se meni zdi, da smo pač v Mariboru, v tistem našem bunkeru, imamo prostor za vaje, tako, ko bi rekel, centralno, da se iz vseh strani pripeljemo te v tisti naš vadbeni prostor. No. Pixel Perfect, pogledal sem se, kaj pomeni beseda pixel in pravi naslednje. Najmanjša grafična enota zaslona, ki ima svojo barvo in svetlost. Ja, pol je že tako prav. Kako je to povezano z vami? Ja, po moje, zato ko imamo kar nekaj grafičnih oblikovalcev, no, v naši zasedbi, tako da mora biti nekaj takega tudi z imenom benda. Ste potem vsi povezani z zaslone? Ja, neka poklicna deformacija, kako bi rekel. Pa v bistvu tudi to malo izhajalo ime iz tega retro gaminga, pa to smo vsi kot mulci zelo radi igrice špilali, pa si imel to pa tam kakšen mrtev piksel na ekranu, pa ti je še na živce, zdaj smo pa rekli, da mora biti vsi piksli perfektni, nekako tak, no. Dejansko poslovne zaslon je realnost. V vsakem trenutku jih imamo pred sabo. Ja, nekako tak, ja. Pa se tudi tako je tole ime, zdaj naše Pixel Perfect je v bistvu bilo tudi na nek način rebrand, ne? Ker
Ta band se je rodil iz enega prejšnjega benda, ki sta ga potem dopolnila še najprej Boris, potem pa tu Gregor. In to ime smo pol nekako skupaj določili, oziroma Gregor, ti si že prišel menda zraven, ko je že bilo določeno ime, ampak nekako smo iz tega izhajali. No. Potem bi lahko rekli, da je vaš Pixel dejansko nota. Ja, lahko bi tudi tako rekli, ja. Kaj ti povezani ste z glasbo, pa glasba povezana z notami, tisti, ki zapisujejo to. Ja, tak nekako. Pozna kdo od nas note, brat? Basist. Pa Bobner. Jaz sem po mojem edini zasedbi, ko špilam dejansko po pikicah. Na kitari pač se orientiram pač po pikicah, oni vsi po nekih akordih, pa majorjih, pa ne vem. Pač sem pa tak, ja, sam muk, hardcore. Verjetno bi bilo čudno za rockerski band, da bi imel pred sabo notne zapise na nastopih. Jaz se ne predstavljam tega. Pogovor smo pričeli s skladbo Zid. Tako imate v bistvu nastal tako zelo spontano. Govori o tem stresu, ki ga zdaj vsak dan doživljamo, pa rutinami, služba, delo, dom, otroci, družina. In pač se tudi začne tako malo tako polako, tako malo gradi, potem pa spusti vse zavore v odpevu in pač se pove, kaj je smisel v bistvu, da je treba malo zaživeti, se malo umiriti, treba je malo kvaliteto življenja izboljšati. Ne vedno z glavo skozi, tako je noter, da tu refreno, ja. Čeprav pa danes, ko pogledamo okrog sebe, vidimo veliko zidov, oziroma vse več zidov. Ja. Vsi smo, pač v bistvu se sami nekako omejujemo, tudi čeprav se tega ne zavedamo, ne? Pa ko malo potegneš glavo ven iz zadnjice, pa se da pa marsikaj spremeniti, ne? Ali iz peska. Ja, ali pa ja, zida. Vse to tudi zaključek v bistvu v pesmi, ne? Ko se v bistvu pove, da se bo zid porušil, pa se bo iz teh ostankov zida nekaj novega zgradilo, ne? Pač moramo najti nek način, kako te stvari preobraziti, no? Pač se stres pride pa gre, ampak treba tudi sredi tega stresa najti neko kvaliteto, pa potem iz tega graditi ven. No. Druga bo naslovna skladba albuma Konflikt, tudi single, če se prav spomnim, prva skladba, ki ste jo poslali na radijske valove. Je tako, ja. Tako mat smo snemali že lani, je bil prvi single naš izdan. Mislim, da se je kar prijel, no, komat. Odločili smo se tudi pol po njem poimenovati ta CD naš. Govori pa pač o tem konfliktu, dobro, slabo, ne. Da. O tem, s čimer se srečujemo vsak dan večkrat, ne samo lokalnem, ampak tudi globalnem okolju. Je tako, ja. Sploh v današnjem cajtu je tak, da se moramo opredeliti ali za slabo, dobro, kaj jaz vem. Zdaj pa tako vemo, da so taki konfliktni cajti, no. Pa je kar aktualen komat, no. Obremenjen z brezvezdnimi
Konflikt, naslovna skladba prvenca skupine Pixel Perfect, vdaje Radioaktivno. V letu 2022 je treba, ko iščemo vaše začetke. Ja, dejansko, bilo je takoj med korono dejansko, ja, ko sem se jaz priključil k bendu, takrat smo začeli z neko to novo zgodbo, z novim pristopom, pa z idejo, da pač gremo v slovenske komade, pa da avtorske komade, da to naprej porinemo. Nekako smo tudi stremeli k temu, da se znajdemo na kakšnem radiju, tako smo zdaj pri vas. Pa mislim, smo na pravi poti, ni pa tako lahko, moraš kar med temi valovimi se boriti. Zelo lepo je sanjati, ko si mlad, kako boš ti ful velika rock zvezda, pa boš posnel en komad, pa te bo vsi radi vrteli, pa boš kar uspešen, ne? Tako kot so bile zgodbe teh naših rock bandov, ki smo jih v mladosti poslušali, slovenskih, od Bigfoot Mame, Siddharte, Tabuja, ne vem kaj vse. Ne? Ampak žal ne gre tako, se tudi ti bendi so verjetno morali dalj časa graditi svoje zgodbe, prednje jim je uspelo, ne? Mi smo že malo stari osli, pa bo to še dlje trajalo, ampak bomo počasi tam prilezli. Strajni, ja. Smo strajni. Označeni ste kot punk rock zasedba, je to pravilna oznaka? Pa kaj pa vem, jaz vidim to bolj kot rock, recimo, slovenski rock, tudi punk rock nekaj primesi so vmes, ali pa pop rock tudi vmes, kak komad ali pa kak del komada, recimo pol kasneje Iluzija. Imamo tudi kakšne take power balade, ko se bo pol kasneje slišal, tako da ne vem, rock, slovenski rock bi jaz tako rekel, s primesmi. Kaj ti umetna inteligenca dodaja, da je vaš zvok direkten, glasen, nalezljiv? Ja, je, mislim, rifi so ta pravi, bobni so tudi trdi, bas linija je noter, tako kako mora biti za tako musko, trdo malo bolj, tako da približen. Jaz bi sicer rad slišal malo odzive prave inteligence, ne? Torej dejanskih ljudi, ne? Mene to bolj zanima, kakvi bo odzivi, tako da super, da smo zdaj na radiju, pa da bomo mogoče malo to veter spravili, pa bi ful me zanimalo, kaj si ljudje mislijo. Ste 5-članska zasedba, 3 ste tu, 2 še manjkata. Ja, Marcel ima družinske obveznosti, basist pa ima tako, kako bi rekel, kar zahtevno delo, pa večkrat teren pokliče, pa je včasih pogrešan, navaja so pa vsi redno, tako da. Pa tudi na koncert pridejo vsi. To bi sicer bilo malo čudno, če ne bi. Ja. Je potem veliko koordinacije z vajami, da se dobite ali imate vedno fiksen termin? Dejansko nimamo fiksnega termina, imeli smo vmes, samo potem, ko kaki otrok pade na novo, se potem malo prilagajamo, vendar se potem uskladimo. Na začetku tedna da rečemo dan, uro, pa potem to. Imamo svoje skupine na socialnih omrežjih, kjer se dogovarjamo, kdaj se bomo dobili, pa vodimo. Je to vaša prva skupina ali ste delali že prej v katerih drugih? Mene dejansko muzika spremljala že od srednje šole, od 2. letnika, ko sem sanjal v električni kitari. Mislim, sem že prej igral harmoniko, pa to v osnovni šoli, ko sem kitaro videl, je bila to ta ljubezen, ko sem rekel teri očetu, treba vse prodati, hočem kitaro. Tako se je začelo, pa v bistvu sem prej sajal z metalski bendo bolj. Potem na faksu sem probal neke rockerske zadeve tudi. Enkrat sem si zadal 1 leto pauze od muzike, pa nisem zdržal, tako da pač celo življenje. Gregor, ti kot bobnari ste ponavadi iskani v večjih bendih. Ja, tudi tukaj so mogli malo iskati, da so me najdli. Tako bom rekel, takrat je njihov bobnar zapustil bend, pa smo se z Borisom že pred časom nekaj slišala, on mi je povedal, da ima neko skupino, rockersko bolj zadevo, tako slovenski rock, mene je to fejs zanimalo, ne? Pa audicija levo, desno, pa sem prišel tukaj noter. In si prestal audicijo? Ja, očitno, da sem, ja. So bili zahtevne? Pa kaj pa vem, mislim, jaz sem tudi navajen bolj malo trde komade bolj špilati, to mi je bilo tako, mi je pa užitek špilati te komade, tako da zahteven, ne bom rekel, da je bilo zahteven, ni mi bilo zahteven, ker mi je všeč špilati bobne, je fajn, tako da ni bilo težko. Pa treba je poudariti, da je res dober bobnar, kak je prišel, prvi komad je dobil demo, smo mu poslali domov, se ga naučil, z nule takoj zaigral in to, niti ni bilo vprašanje, ko je odšpilal komad, če bo zraven ali ne bo. Dolgo smo ga iskali, on je tako dober delavec, nekoga na firmi vedno iščeš, Naslednja bo poleti. Ja, to smo pa zdaj prišli do tistih komadov, ki so sicer naši, smo jih mi potem malo obdelali, predelali, so pa to še malo tak ostanki iz prejšnje inkarnacije benda, ki se imenoval Stara mladina in je to prejšnji kitarist nekako osnovne gradnike postavil in z njegovim blagoslovom smo potem lahko nadaljevali to zgodbo. Se je tudi omenjen v teh pripisih na našem albumu kot soavtor. Poleti je kar en tak, se mi zdi, tak zanimiv, kompleksen komad, kaj se besedila vse tiče, tak zelo, bi rekel, takrat je Darko, imel neko obdobje, ko pač je bilo treba
dati malo svoje frustracije ven in je v te komade to prelil. Bi pa rekel, da predvsem govori o tem, kak boljši polovici partnerjev, ali kak bi rekel, nikoli ni dovolj, ti mu lahko ponudiš karkoli bi mu ponudil, pa pač včasih enostavno ni dovolj, ne. Pa tukaj bi še dodal, no, tudi ta komad poleti, pač je muzika tudi malo drugačna, se vidi, da je še iz prejšnjega benda, recimo, da ni v to smer, ko smo šli mi, ko smo bili nas 5 skupaj, da je malo drugačen, je zanimiv komad, no. Je res malo drugačen, ampak zanimiv, no. Dal bi ti krila, ne bi znala poleteti. Če dal bi ti utrip, ne bi znala oživeti. Premikal bi sanje, da ti treba ni trpeti. Če dal bi ti svetlobo, ne bi znala sonca objeti. Poleti zame, poleti nekam stran. Poleti zame, nov dan. Nov dan. Nov dan. Nov dan. Če dal bi ti cvet, ne bi znala ga sprejet. Če dal bi ti svet in se ti pustil ujet. Premikal bi čas, da ti treba ni umret. Če dal bi ti življenje, ne bi znala živeti. Poleti zame, poleti nekam stran. Poleti zame, nov dan. Poleti zame, poleti nekam stran. Poleti zame, nov dan. Nov dan. Nov dan. Nov dan. Nov dan. Pixel Perfect dodaja radioaktivno album Konflikt, Boris, Viki in Gregor so z mano. Konflikt pomeni spor, nesoglasje. Je bilo veliko nesoglasij pri oblikovanju albuma? Ne, v bistvu, tu smo dali Vikiju kar odprte roke, ena korektura, dejansko glede videza, no, albuma. Pač nismo se preveč vtikovali v njegove delo, je tak je profesionalc, no. Mislim, vsaj tak sem jaz gledal na stvar, no. No, to je zdaj, kaj se grafične podobe tiče, ne, ampak kaj se pa tiče same tak albuma, pa itak, ne. Ti komadi nastajajo zdaj že kar nekaj časa, v bistvu proces je bolj kot ne tak, jaz prenesem malo kako besedilo, neko osnovno strukturo, pol malo skupaj zadžemamo to na placu, potem pač Boris vzame to domov, on je naš, bi rekel, producent praktično, no. On potem sprodusa vse te komade, doda malo ritme, bobne, bas linijo, kitaro, prenese na plac, nam to predstavi, potem probamo še kakšne popravke noter vnesti. Tu se tudi njemu kar zaupamo, je zelo dober v tem, kaj dela in mislim, da se tu... Drugače pa itak, tako v vsakem bendu, vse nas je 5, pa vsi smo zagreti, pa ognjeviti, pa vsi bi radi malo dodali kaj ali pa malo drugače kaj speljali in se valjda včasih skregamo, se tako vsi prijatelji se med sabo skregajo, ne. Ampak glavno je, da potem dalje furamo to zgodbo, no. Boris, si slišal, da si vreden zaupanja. Nisi konfliktna oseba. Ja, se tudi v življenju nisem konfliktna oseba, razen če res fejs zagusti, ne. Potem vse spore rešuješ mirno, s pogajanjem. Ja, recimo. Zbirka polamanih kitar doma se veča, ne sicer, ampak pač ne. Ja, se strinjam, mislim, da z Borisom je lahko delati, ja, ni težko. Se da vse zmeniti, no. Lahko kot bobnar izraziš svoje mnenje. Tako bo in pika. Ja, no, jaz probam, ja. Tudi, če paše v komad, kakšna zadeva, gre. Drugače pa
je tukaj izmeri v naši skupini, da večina zmaga, no, tako bomo rekli, ne more samo po enem biti. No. Ja, bi pa rekel tudi to, da upošteva se res vsak. Če nekdo poda nek predlog, probamo, pa vidimo. Če funkcionira, funkcionira, če ne funkcionira, ne funkcionira, gremo naprej, pa se probamo neko ravnotežje držati, no, da ni zdaj, ne, da se ne počuti kdo, da bi izvisel, no, pri spevanju. No. Tu nas večkrat preseneti tudi Denis, basist, ne, ko pač on je bolj tihi tip človeka, pa vsake toliko cajta tam z ozadja, kako vrže ven, kaj če bi tukaj dal malo pauze, sem pa tega pa se dejansko izkaže, da dober izpada, tako da tudi basist ima očitno pri nas besedo, ne. To izhaja iz tistega stereotipa, ne, da v rock bandih so basisti bolj tisti ta čudni, ne, ko strici iz ozadja bi tako temu rekli. In bobnarji, si pozabil dodati. Ja, zadnjič je bil šokiran, ker se ga je fotografiralo na album Release Partijo, ne, tako da ne, zdaj ima fotke iz albuma, ne. Celo ena slika je iz koncerta, pa mogoče dve, ne, tako da, ja, zanimiv, ne. Ponavadi na koncertu ni dobene slike moje, ampak smo že navajeni, da so bobnari pač osebe, ki se družijo z glasbeniki. Ne. Zdaj si je prišel naš bobnar gor, da si dejansko svojega fotografa najame, da se njega fotografira. To ni tako slabo. Ne, samo za naš proračun je slabo. Ste pa na album dali 8 skladb? Ja, 8 skladb smo imeli nareditih, posnetih, tako da imamo še neke rezerve od zadaj, ampak to še ni, to je bolj v nastajanju. Tako da smo izdali vse, kar imamo, no, dejansko do zdaj posneto. Ne. Kako nastaja vaša glasba? Kdo je avtor? Ali delate se skupaj? To se kar vsi podpišemo potem po to, ja. Vsakdo prinese, pač postopek je tako, je Viki omenil, on prinese idejo, jaz produciram, prinesem navaje, tam osnova se naredi, katero vsako plemeniti potem, no. Tako da smo vsi potem enakopravni. Kaj pa besedilo? Ja, no, to pa sem večinsko, jaz sicer avtor, ampak se podpišemo kar vsi, ker pač tu pa tam še pride kak predlog, da kakva sprememba, kakva vrstica se spremeni. Ponavadi nastane besedilo sicer potem, ko je glasba že spisana, ker je tako lažje tudi delovati, se pa tudi že zgodilo, da je prvo bilo besedilo, pa smo potem glasbeno podlago dali na to. Je pa to dosti težje delati. No. Kaj pa tematika v besedilih, ki jo najraje nagovarjaš? Pa ne bi rekel, da se omejujem zdaj sicer na eno specifično tematiko, ker imamo na albumu vse od teh stresov, kot je v zidu, do konfliktov v konfliktu. Imamo tudi en tak zelo, bomo potem še verjetno slišali, no, taki bolj poletni hit komad, ne, našo rečno strugo, ta hudomušni pistoljero, ki v bistvu je malo bolj hudomušno spisan, ampak je pa dejansko po resnični osebi povzet in ni niti tak nedolžna oseba, ne, ampak... Ja, to je dejansko pravi bad boy, ki je obstajal, verjetno še obstaja, samo ne vemo, ki se skriva, verjetno ki v Mehiki. Po imenu oziroma nazivu res. Ja. Naslednja pa bo Bele in ne Črne vrane. Ja, to da ne bo kdo mislil, da smo po kakem bendu povzeli ime, ne? To pa je naša power balada. To pa je ena pesem, ko je meni zelo blizu. To pa zaradi tega, ker je bila napisana specifično za eno preminulo osebo, ki mi je bila zelo pomembna. In pač takrat ponavadi umirimo malo stvari na koncertu. Je sicer malo šusa tudi, ne, v odpevu, pride do tega, ampak tukaj se ponavadi potem lučke prižgejo, telefoni migajo v publiki, ne. Pa... Na zize pridejo kasneje. Mislil, da kdaj tu bom stal.
Bele vrane in Pixel Perfect dodaje radioaktivno. Album je šel uradno 7. junija, takrat je bil tudi prvi promocijski koncert. Kako se je publika odzvala? Ja, dejansko mi smo bili vsi na trnih, kako bo to sploh izgledalo, pač naša prva organizacija nekega večjega koncerta v lastni režiji. Tehnično smo vse spravili, tako je bilo treba, potem je bilo pa samo vprašanje še, če bo prišlo 20 ali bo 10 ali mogoče bo celo 50, no. Ampak je potem bilo res lepo število obiskovalcev, tudi bendi z Murske Sobote pa iz Celja so pripravili svojo publiko, tako da je na koncu dejansko bila res huda fešta, no. Smo bili vsi zadovoljni. Se to vidite tudi na vaši spletni strani, ko se odzivajo poslušalci. Tako mi zveni kot, oziroma tako zgleda kot v tisti trgovini, ko hvalijo svoj izdelek. Ja. No, zanimivo je, da ena od teh je celo radijska voditeljica bila včasih. Ne? Ja, kaj pa vem, no, mislim, tako je. Publika je bila iz vseh vetrov, no. Niso bili to samo rockeri, niso bili to samo metalci ali pa punkeri, to se mogoče tudi v odzivih malo pozna. Pač ogromno je bilo prijateljev, sicer to tudi treba reči, no, ampak smo pa s temi ljudmi, ko smo se pogovarjali, smo kar dober vtis pustili, no. Se mi zdi pač, po mojem, bolj kot smo pričakovali, no. Samo 3 komentarje, kratke, energijska bomba za rock gurmane, band z jajci, totalna glasbena terapija. Pa ja, točno tako. Pridite na kak koncert, pa boste videli, kaj je, ne? Tako bi jaz rekel, no. Pač priporočamo obisk kakega koncerta, če ne druga, kako spijemo, kako rečemo, se malo podružimo. Pač oglasite se. Sam datuma še ne vemo za naslednji koncert, ne. No, to se ravno mislim nadaljevati, ali je že v prihodnosti na vidiku kaj več nastopov? Ja, nekaj imamo, za letos imamo realno še 1-2 koncerta v planu, no. Vendar še vse bolj v zraku, lokacijsko, tudi datumsko, tako da še nismo zaključili za letos, no, s tem. Pa moramo še posneti 3 video spote, pa še en komad gremo v studio snema, tako da smo kar zaposleni, no. Pa še kaj repertoarja za koncerte, to je samo pol ure glasbe, razen če razvlečete. Ne, v bistvu mi dodamo tudi coverje, no. Sicer delamo samo na slovenskih coverjih, potrudimo se tako, da najdemo komade, ki niso najbolj rockerski tudi, no, pa jih potem mi naredimo malo bolj na hard, pa malo bolj na šus, tako da ljudje malo presenetimo. Ali pa kakšni tudi mashup naredimo, zdaj smo na zadnje naredili enega takega zelo zanimivega, samo moraš priti na koncert, da ga čuješ, ne. Naslednja, že prej ste omenjali Pistoliero. To pa je naš skrivnostni Pistoliero, ki je tako malo influencan z ska-punk reggae, ne reggae niti ne, no, ska-punk bi rekel tak, no, stil glasbe, ampak oseba je pa dokaj resnična, ja. Ne bomo povedali, kdo je, ker po mojem bi se za tistega slabo končalo, ko bi to povedal. Je pa to ena mariborska persona bila, ki je pustila vtis na nekoga od nas v bendu na ne preveč pozitiven način, no. Tak, vse splošno je pa pesem pravzaprav o medvrstniškem nasilju, ki je danes še kar toliko bolj prisotno v šolah pa v kakih drugih mladinskih inštitucijah, ustanovah. In ta Pistoliero je bil pravzaprav, mogoče bi rekel, celo ne niti toliko specifično ena oseba, ampak bi lahko rekel, da tudi pooseblja vse te pač negativne ljudi, ki pač si najdejo svoje žrtve v osnovnih šolah, no, in podobno.
dos, tres. Pistoliero, zadane, kjer boli. Pistoliero, preliva nedolžno kri. Pistoliero in Pixel Perfect z albuma Konflikt. Vidim, da ste s sabo prinesli še fizični nosilec zvoka. Ja, mislim, če posnameš album, pol to more biti, ne. Že če ne druga za zbiratelje, ne. Tako da smo se odločili, da bomo to naredili, ja. Zakaj pa ne, mislim, če imamo to opcijo. Tako da na tistinjih je bilo nekaj primerkov, tako da če bi kdo imel, naj nas kontaktira prek spletne strani Facebooka, se ni važno. V glavnem, tako sem rekel, no, če ne druga za neke zbiratelje, pa mogoče še ima kdo kak CD player, ne. Se še najdejo taki primerki. Pa v bistvu gre za limitirano izdajo, 100 albumov je sam narejenih, tudi številčeni so, tako da čez 5 let bo to nekaj vredno, to je naložba, ne. Dolgoročna kot zlato. Ja, Bitcoin. Je pa potem glasba verjetno dosegljiva tudi na raznih streaming platformah. Ja, v bistvu na vseh teh večjih stream platformah je dosegljivo. Razen na YouTubeu še ni. Na YouTubeu še ni. Na YouTubeu še moramo par stvari urediti, mogoče kak video posnet ali pa dva, pa potem pa bomo dali tudi na YouTube na voljo. Je že tudi kaj odziva mogoče streaming platform? To pa čisto iskreno, mi trije toliko ne bomo vedeli, ker zato je pa naš Marcel odgovoren za te streaming platforme, da ima pregled. Ampak v lanskem letu smo zaslužili 0,16 centa, tako da prosim. Obogateli boste. Za več nasvetov, kako zaslužiti na streaming platformah, nam sledite na Instagram profilu. Ste pa, vidim, da še tudi stara šola glasbenikov, kajti imate spletno stran, tisto klasično spletno stran. Ja, tudi tu se vidi potem, da smo malo starejši. Tako da, ja, pa če imamo take profiče glede grafičnega oblikovalstva, pa spletnih strani postavljanja, mora biti, ne. Pa mislim, da vsak ta prav band še vse to nuca, no. Ne vem, zakaj bi imel sam Facebook ali Instagram ali whatever, ne. Tako da, mora to biti, ne. Da se predstaviš, tudi onim, ko sam klikajo po Googlu, ne, ko nimajo drugih družabnih omrežij, družbenih. Je pa spletna stran še vedno vir informacij, vse pri vas, tako da se da nekaj najte. Točno tako, ja, tam gor se marsikaj najde, ne. Tako da, tudi slike Bobnarja. 3, ja. Pa zraven tega še spletna trgovina. Ja, mislim, to še ni. Dejansko letos smo se odločili, da bomo ratali res profesionalci. Smo odprli društvo, čakamo zdaj, da nam odobrijo, da prejmemo še bančni račun. Potem bomo pa naredili spletno trgovinco tudi, kjer se bo lahko po merch, CD, KKK, pa dodajali bomo v bistvu vedno sveži merch, no. Kaj pa družabna omrežja? Pa, tako bom rekel, lansko leto smo bili zelo prisotni na socialnih omrežjih, nekih odzivov sicer večjih nimamo nažalost, ampak to je po mojem predvsem zaradi naše starostne skupine tudi, ki jo najbolj naša, ne. Nismo več mladi junci, ne, to so bolj mladi zdaj, sploh ko spremljamo recimo od Borisa, tam ali ima tudi band, pa to so pa odzivi še in še, ne, veliki bumi. Ampak se pa trudimo, no, moramo biti prisotni, ker če nisi prisoten dan danes na teh socialnih omrežjih, te praktično ni. Boris potem še moral pri mlajši generaciji poprašati, kako se promovirati preko družabnih omrežij. Ja, v bistvu to, pa po eni strani smo doštirali, da bi bili prvi slovenski band, ko bi imel svoj OnlyFans page, da naredimo pač korak naprej. Ali pa da gremo spet v šolo. Ne vem, v srednjo šolo, da imamo malo sošolcev, ko bojo lajkali. Potem boš pa zapadel pod nadzor Fursa. Ja, sami problemi, ne. Še tistih 16 centov ti bodo vzeli. 0,16. Naslednja bo rečna struga, tako bolj umirjena. Ja, to pa pač naš summer hit, ne, tako da upamo, da bo letos, ne. Pa ja, to pa pač malo kontrast ostalim komadom, ni taka resna tematika, ne govorijo za nekih hudih problemih, ki bi jih človek imel, ampak enostavno o tistem sproščenem, pa
vzdušju, ki ga doživiš, ko pač povabiš par kolegov skupaj na nek piknik, pa se znoriš, pa daš ven vse od sebe, vso tisto negativno energijo pustiš nekje drugje, pa greš pa uživaš. No. Bi pa človek rekel, ko posluša ta komad za tem odpevom, ki je zelo preprost, sestavljen iz dveh zlogov, la in laj, bi si človek mislil, da nam je tu besedila zmanjkalo, ne? Ampak cilj je pa čist drugje, ne? To je zato, da bi dejansko mogoče kdaj prepričali publiko, da sodeluje. Ne? Pa tudi v smislu, ker ko se velika množica ljudi zbere, tako kot je v komadu samem predstavljeno, torej da se zberejo brečni strugi, si odprejo pivo, pa se ima fajn s kitaro, je to nekako najlažje to vzdušje za preprostimi pesmimi zbuditi in to je tudi izraženo v tem komadu. Golobrečni strugi, gajbo bom spil, soncem na trebuhu, žejo si gasil. Golobrečni strugi, dolg čas bom pregnal, povabil si prijatelje, strune bom ubral. La 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 la. Odstranili napetost, ki skrita je v nas. Golobrečni strugi, dobra srca so, ustvarjajo spomine, skupaj pojejo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sonce že zahaja in svetloba umre, nismo še končali, začeli smo šele. Hladna megla vroče, čelo nam hladi, skupni melodiji, vsi smo združeni. Pixel Perfect oddaja Radioaktivno, Boris, Viki in Gregor so z mano. Naslovnica vašega albuma kaže dejansko neko dvojno, se jaz tako vidim. Se motim? Ja, v bistvu to kaže to levo stran, pa desno stran, hudobno pa dobro stran, katera tega našega Vikija na sredini pač se ne more odločiti, s katero bi šel, no. Saj na konci gre vedno z dobro, se mi zdi, no. Problem je to, ker ima na eni strani angele, na drugi strani pa hudiče. Ja, to so ti hudobneži pa dobri. Tam se vidi, da pač Bobnar je, jaz sem hudoben. Ja, v bistvu, nekako tako je to predstavljeno, ja. Vidim, Viki, da si neodločen. Ja, na levo pa desno, ne? Pač, kako naj rečem, no. Ja, ne vem, ali pekel ali nebesa.
Mislim, jaz bi račal gor, ne dol, ampak pač kam bo me pa dal, bo pa se pol sodlo, ne, ko bo tako daleč. Ampak ja, to je pač v bistvu tudi vizualen odziv na to, o čem pravzaprav naslovni komad albuma govori, o tem konfliktu, o notranjem boju, ali bi ti šel na levo ali na desno. Tako mogoče smo malo po moti že skoraj politični komad napisali, čeprav to ni bil namen, ne, leva in desna nista mišljeni kot leva in desna stran politične sfere, ampak bolj kot leva rama in desna rama, na katerem sedijo ti hudički in angeli. Ampak če si pa kdo želi drugače interpretirati, pa tudi z veseljem. Nimam kaj dodati, edino jaz bi šel pa dol, no. Sex, drugs, rock and roll, tako da. Kako te vidi, da si na napačni strani? Ja, vsaj enkrat, no. Pa Ojki ima bolj mrzle noge, mora iti tja, ko je bolj toplo. Pred vsakim vajem ga moramo zmasirati, da lahko špila bobne. Viki, je nujna čelada. Ta čelada je pa tako sreča v nesreči, se mi zdi. No, tam na placu smo imeli nekaj časa, se mi pa zdi, da kar dobro odraža tudi trenutno situacijo, ki se dogaja v svetu. Kaj ti sedaj 14 dni nazaj sem gostil Jaja Boys in prav tako imajo na naslovnici čelado. Že so nam ideje. Oni so nam ukradli torej. Mislim, da ste vi 3 mesece kasneje izdali album. Ja, moja slaba, kako rečejo. Prej si, Boris, omenil tudi videoprodukcijo, snemanje videospotov. Ja, tudi dejansko, tudi sami vse za to poskrbimo zaenkrat, pač budžeta še ni nekega. Ja, v bistvu mi naredimo vse v svoji hiši, od merča, grafike, videospotov. Imamo pa zdaj plano posnet spot za Vrane, pa za Zid v prvi vrsti, no. Pa če bo kakšna dobra priložnost za piknik, še pa tisto strugo, no. Kar nekaj za narediti. Ja, se nam slabo gre. No, en video imamo, ne. En video je že na YouTubeu, pravzaprav sta dva, no. En video za grafit, to smo posneli v Mariboru, v enem rondoju, tako zelo znanem rondoju grafitarskem. Za drugi komad je pa tak, tale naslovni komad Konflikt, to pa bil prvi video, ki smo ga dali ven, je pa pravzaprav malo zbirka posnetkov iz studija, iz naših koncertov in podobno smo tak en slideshow naredili. Ampak oba sta pa na YouTubeu že objavljena, tako da se lahko tudi pogledata in poslušata. Predzadnja z Konflikta bo Iluzija. Ja, to pa je en tak kompleksen komad, ko jaz mislim, da ga niti sami ne razumemo prav, ne. To smo spet v tisti sferi, ko smo prevzemali še pesmi iz prejšnje inkarnacije benda. Besedila smo sicer malo prilagodili, priredili. Bom pa tak pustil, da si tukaj mogoče vsak sam interpretira, kaj za njega ta komad pomeni, ker se mi zdi, da je zelo tako odprto napisan. No. Pa v bistvu to je komad, katerega so oni meni prvo poslali. Jaz sem ga takrat poslušal, navaja sem tudi jaz uspešno predstavil audicijo. To je potem to točka nastala pri tem komadu, ko sem jih vprašal, če mi dovolijo, da če lahko jaz komad vzamem, pa da naredim z njega mojo vizijo. Pa sem to potem nazaj navaja prenesel, se prvo malo čudno pogledali, ampak je dobil potem to novo podobo. In tudi to je bil potem komad, ko je Ojki oziroma Grega uspešno predstavil audicijo. Smo mu dober noge prej zmasirali, začitno. Zvezan z verigami na tleh, to je bil moj zadnji greh. Krila dobil sem nazaj, zame obstaja samo en kraj. Daj mi nazaj, daj utrip mi nazaj, daj mi nazaj, vse mi nazaj, daj mi nazaj, daj utrip mi nazaj, daj mi nazaj, srce mi nazaj. Opil modrih se očeh, iskal uteho v drugih sfereh, pognal do zadnjih se moči, utopil sebe in vse skrbi. Daj mi nazaj, daj utrip mi nazaj, daj mi nazaj, vse mi nazaj, daj mi nazaj, daj utrip mi nazaj, daj mi nazaj, srce mi nazaj.
Pixel Perfect, Boris, Viki in Gregor, kako gledate na slovensko glasbeno sceno? Ja, meni je čisto realno, slovensko, mislim, sploh rock, ta zadeva je kul, Siddharta, pač Bigfoot Mama, Mi dva, to so pač legende slovenskega rocka. Kar se tiče pa drugih zvrsti slovenskih, pa ne vem, no, ne bi jaz glih preveč komentiral. Tu so pač neke, kako bi rekel, vse vidimo, kakšni so zdaj neki spori med nekimi menedžerji pa izvajalci, tako da so določeni očitno osebki, ko imajo radijske postaje prek, pa težko prijeti zraven, no. Ampak scena načeloma rockerska je pa okej. Ja, tu na tem mestu bi še dal ful hvala, da smo lahko prišli v oddajo, no, ker ful se trudimo dejansko priti v eter, kjerkoli, pa imamo tako zelo slabe odzive, no, iz strani radio in uredništev. In smo kar veseli bili, ko se Radio Prlek se je prvi odzval, že takrat, ko smo Konflikt izdali, pa imamo tak občutek, da nas tak prijateljski odnos gradimo, se mi zdi, že počasi z Radiom Prlek, no. Kaj pa slovensko glasbeno sceno? Tega vprašanja si se sedaj želel izogniti. Malo sem se htel, ja, ker je pač turbulentno, ne. Sicer mogoče bo zdaj kiri malo v obupu, ne, da lahko kakšen management zraven vletimo, ne, ampak ne. Mislim, meni je kot tak slovenska glasba mi je zelo všeč, ampak je zelo težko prodreti kot glasbenik do nekega uspeha, no. Moraš ali biti res zelo, zelo dober, ali pa, ne, včasih vidimo tudi že mi, da veze in poznanstva tudi ne pomagajo včasih, no. Tako da pač... Ja, v bistvu, jaz sem podobnega mišljenja kot Grega pa Viki. Sem pa malo presenečen tudi, ko našta malo z benda, bom reklame naredil, Necrotize, ne. To so v bistvu mulci 16-17 let, zdaj so 2 mesta skupaj, so imeli 5 koncertov, ampak vidim dejansko mladino, ful spominja na moje čase v srednji šoli, dejansko je zanimanje za to muziko, prije folk, norijo se, razmečejo, dajo ven tote frustracije in sem prav vesel, da vidim, da je upanje tudi za rock, metal, da pač še ne bo nekaj časa, bo še moralo miniti, da bo to umrlo, pač očitno ne bo, no. Kako pa gledate na umetno inteligenco v glasbi? Mislim, v umetno inteligenci v glasbi hejtam. Čist tak. Pač jaz sem pristaš old school pristopov, pač da band stopi skupaj, naredi skupaj komad. Vse se uporablja, po moje, vse pa so to inteligenca, pomaga v besedilih, melodijah, pa to, sam mi se tega izogibamo. Mogoče delamo narobe, mogoče delamo prav, ne vem. Pač imamo tudi svojo vizijo, pač mi smo duša tega benda, ne en chat. Ja, to se mi zdi, da je Boris čisto prav povedal, no, zdaj, če bi nam umetna inteligenca pomagala pisati, to več nismo mi. Se mi zdi, da vsa ta besedila pa melodije, ki smo jih spisali, so nastala z nekega mesta pristnosti in če bi to pisala neka inteligenca, ki ne čuti, ki ne more dejansko z nekim čustvom pristopiti k zadevi, ne bi, po mojem, do izraza prišla sporočila naših komadov tako, kot pridejo, no. Mislim, ja, jaz sem drugače po poklicu računalničar, sam sem pa striktno proti uporabi umetne inteligence per muziki, pa sploh per umetnosti, no. Ker umetnost je neko izražanje sebe, ne. Glasba je umetnost in ne vem, na kak način bi lahko ti to pol uporabil umetno inteligenco. Da se, ne, sam ni to, ne. Jaz si pri pripravi intervjuja pomagam z njo in tudi kopilota vprašam, katere so najpopularnejše skladbe določenega izvajalca, ki ga gostim. Kaj mislite, da je povedal za vas? Oziroma, katere skladbe je izpostavil kot vaše najpopularnejše? Ja, jaz bi rekel Grafit pa Konflikt. Jaz se sprašujem, če je sploh se odzval, da ve, kdo smo, ne, če sem čisto iskren. Ve. Oho, ve, torej umetna inteligenca ve, kdo smo. Kaj pa vem, kaj bi rekel. Meni osebno so najbolj všeč Zid pa Bele vrane, kaj pa je on rekel, pa se res sprašujem, no. Ja, mislim, pač teoretično, ne, če obstaja kaj pravice, on do zdaj lahko slišal sem Grafit, pa Pistolera, to je tudi slišal, ne, pa... Ja, čeprav zdaj na Spotifyju. Jaz navijam sicer za Zid pa za vrane, po moje pa bom rekel, da je Grafit on izpostavil. Izpostavil je Grafit, potem Iluzijo pa Konflikt. Pameten pop. Tako Bobnar, ne, mislim. Ja, zato, ker Bobnar to umetni inteligenci povedal. Ja, mogoče pa res, da sem vprašal malo. Ne, hec. Album je tu, verjetno je pred vami še kar nekaj izzivov. Ja, je, no, mislim, izzivi so. Zdaj na začetku videospoti, malo koncerte, da še probamo nekaj spraviti noter. Pa gremo delati novo muziko za naslednji album, ne. Tako da, izzivi so. Verjetno tudi čim več odrov. Ja, trudimo se, no, zdaj malo bomo sicer čez poletje imeli pauzo, ker smo vsi raztepeni po celem svetu, se mi zdi, ampak trudimo pa se, iščemo. Vse smo že tudi v preteklosti
Smo si delili odre tudi že malo s kakimi večjimi bendi, kar pomeni, da neko zanimanje je tudi za našo glasbo, bi rekel. No. Pa upam, da bo še v prihodnje. Teda, če kiri organizator posluša, tukaj smo, ne, javljamo se. Potem pa bo že čas za nove skladbe. Ja, v bistvu jaz se tega dela najbolj veselim, ker ta album Konflikt je dejansko tudi, kako bi rekel, zaključek neke zgodbe starega obdobja benda, starih komadov, katere dejansko zdaj prigravamo 3 leta. Ne. Imamo že dejansko preštimanje nekega materiala za nove skladbe, je v povojih to, ampak pač ko mi čakam, da se tega lotimo, ker bo tudi malo bolj, muzika bo malo bolj na hard, tudi mogoče bomo žanrsko malo bolj v eno smer usmerjeni, bom tam rekel, se bomo že skoraj našli. No. Boste še katero skladbo izpostavili kot single? Z tega albuma Vrane, Zid ali pa Vrane, ja. Bomo pa še eno zavrteli za konec tega pogovora, to bo Grafit. Ja, to pa je naš edini komad, za katerega imamo malo bolj, bi rekel, dodelan videospot posnet tudi. Tudi to še je iz stare zgodbe nastalo. Je malo bolj komad za tempom, malo bolj udaren, zato smo ga dali tudi na konec, da zaključimo z enim res dobrim punk komadom. Pa bi rekel, da kaj se pa vsebine same tiče, pri pesmi je pa tak. Ja, mislim, to je v bistvu tudi kompleksno besedilo za razložiti. V bistvu pa govori o tem, kako morata dva skupaj živeti, saj tam z drugim. Jak tak, no, v bistvu. Tudi grafiti v končni fazi so neke vrste tako izrazno sredstvo, ne? Tak vsak grafitar se s svojimi poslikavami, porisavami, a kak bi temu rekel, izraža na nek način in to je tudi v besedilu za pač razumeti, da se ti grafiti delajo za eno specifično osebo, ki mora nekaj specifičnega iz njega razbrati. Kaj pa to je pa prepuščeno poslušalcu pa tistemu, ki posluša. In če bi vsak izmed vas sedaj moral narediti oziroma narisati grafit, kaj bi napisal? Pixel Perfect. Pridite na koncerte. Ne vem, pojma njega bi napisal. Poroči se z mano. No comment. Bomo pa sedaj grafit spustili tudi v naš radijski eter za konec tega pogovora. Gregor, Viki in Boris, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala, da ste nam smeli. Ja, tudi se še enkrat ponovim, ful hvala, da ste se odzvali, pa upam, da še bomo sodelovali naprej. Mislim, res dobra izkušnja, radio, top, Prlek, rock'n'roll. Neki novi lik, ta je drugačen.
Mi smo Pixel Perfect in poslušate Radioaktivno.